Sledi pa humoristična delno, tudi zgodba, Draganova zgodba, Dragan Mitić, vozi Miško. Jaz sem Dragan Mitić, zgodba se ne vozi Miško. Skoraj predsejšno ihto odpre na stežaj velika steklena drsna vrata svojega penthausa. V bistvu sta ga kupila skupaj z možem. Celo njemu je naprtila dvakrat večji obrok kredita, čeprav v vsaki priliki, in ko se le da, pove, da je to čudovito stanovanjce njeno. Ona ga je našla, ona je izbrala, on pa ga samo odplačuje. Itak je v stanovanju zelo malo. Obrok je velik, celo za njegovo bajno plačo. Tudi novan je delati prek vsake mere. Ona je več v njem, uredila si je službico po meri, veliko lazenja okrog, dolgih potovanj, veliko avantur. Na smeših jo ozari obraz in nekaj kumaričnih kolutov z čela pade na venecijanski tlak na terasi, ko pomisli. Viš, nobena reč ne veže tako močno dveh partnerjev kot stanovanjsko posojilo na 25 let. Pa še splačalo se je za tak kar vzvišen pogled na večji del mesta. Za daljše posedje na terasi še ni primerna temperatura, posebej za telo v novih, komaj opaznih tangicah in športnih pajkicah, zgoraj pa samo ohlapna srajčka in ponovno še športni nedrček. To pa samo zato, ker si je zadnjič pogled v njeno najljubše, ta veliko ogledalo na notranji strani vrat prostorne kopalnice, ustavil na njenih zadevcah, ki pa kar hotelo začeti malo viseti. To pa ne. Celo po rodu se je odpovedala, da bi ja bila vedno fit, in to ni bilo kar tako. Zato se bodo tudi njene zizike, ne premajhne, ne prevelike, prav morale vnesti in ubogati, in to takoj. Z enako odločnostjo pripre vrata terase in jih pusti ravno prav odprta, da povlečejo nekaj vonjav različnih vrhunskih krem in losjonov namenjenih ohranjanju čudovite in napete kože na vseh še tako zakotnih mestih. Z marmorne ploče na psihi agresivno pobere mobilnik z ovitkom z neštetimi kristali v barvi njenih blond las, tako kot da bi je nekdo tedaj snemal in se usede na skrčeno levo nogo na udobno purpurno rdečo zofo. Halo, a si ti sploh živa? Nikdar se ne spomniš, da bi ti prva poklicala. Oh, Lucija, zelo sem te vesela vedno, saj veš, ali kaj bi jaz klicala, ko ni nič takega? Nič se ti ne dogaja, si še zmeraj tako brez, ker kaj so se zanje zmenili? Boš kar naprej špilala ta Sveto Marijo, pa še onega je baje plomila, no vsaj enkrat. Ej, Marija si, ampak ta prava, živa, nehaj, no, raj povej, kako si ti, zagotovo je kaj novega, je bilo potovanje uspešno. Lucija si še bolj čvrsto pritisne mobilnik z ramo ob uho, obe nogi dvigne v zrak, jih prekriža v gležnjih in izravna, koliko se le da, ter jih nasloni na steno ob zofi, na katero si je ravno kar zvleknila, da bi posušila na novo polakirane nohte, novega laka, ki ga je prinesla z zadnjega potovanja. Iz salona valovijo prijetni hordi hitro z juga in jih zapolnijo atmosfero zgoščenega podoživljenja njenega zadnjega uspeha. Da se ne bi preveč očitno in prehitro vse razkrilo, privleče na plano staro zvijača. Počak, ti od mene vse izveš, tudi če ne sprašuješ. Vem, da se zavedaš tega, vendar tokrat boš najprej ti povedala, če je tebi slučajno kaj uspelo. Ah, Lucija, veš, da jaz ne morem kar tako. Pišem še, to pa je najbrž tudi nekakšno življenje. Ma pa slušaj, zadnjič si me s tem razjezila in sva rekli, da nekaj let naredi, ne samo napiši. Pa dobro, koliko let je že, odkar so tega tvojega edinega vrgli van, odgnali, ali kaj? Izbrisali. Dobro izbrisali, pa si nariši novega, a zaradi tega boš sedaj kar brez, ti nisi normalna, ne bodi trapa, ura teče. Vem, da ti na to gledaš drugače, jaz pa ne vem, spomini so še premočni, meni je že to, da pišem dovolj, tebi morda ne, sva pač različni. Ne vem, ali bi mi čakanje na novo priložnost sploh kaj prineslo, do kaj več. Da čakaš na priložnost, a čas gre. Čas in priložnost se ne srečata rada, sploh pa ne preveč pogosto. Če samo čakaš priložnost, zgubljaš čas. Tako je to, draga moja. Pravzaprav je Lucija hotela to povedati na svoj bolj nazorni način, vendar si je vzela trenutek zase, nogi spet zravnala na mehko zofo, začela izvajati tako neko njeno jogo, ki zagotavlja najstniške nogice, čvrsto ritko,
in tvrdo prepričana, da se le ne zapusti, čeprav je prejšnji teden odgnala osebnega trenerja. Ta je glede let in perfect body, sicer imel pri njej lepe možnosti, a je na koncu sve pokvaril. Ko ga zadnjič nedvomno vprašala, kaj imaš v planu ta vikend, je bebec kar butnil, noge in hrbet. Enostavno je tudi zaradi tega še s posebnim veseljem pošla na izlet v Beograd. Še bolj prepričana bo dol, zagotovo popolnoma drugače. Pošteno povedano, nekomu je dočakala Marijino vprašanje, vendar ti časa dol nisi izgubljala. Veš kaj, če ne verjameš, pa pojdi naslednjič z menoj. Trdim ti, da so dol ta pravi, ne vem kaj ne rečem, ma postavnik so skoraj vsi, od taksista do notakarja in direktora hotela. Ej, tokrat so celo pravi model dali prodajati, veš te denarnice pa spominke pred hotel, ma takega kot iz revije. Takoj, ko ga vidiš, se te posveti, zakaj še Alan Dillon bil totalno ljubosumen na svojega bodyguarda, ki je bil lepši od njega, drugače čisto krvnega dograjčana. Ne, pa menda ne, a prodajalca spominkov si. Ma veš, kakšen je, ti pokažem sliko, boš dol padla, pa še kupila sem nekaj od njega, precej lušna stvarca, tak nobel odpirač za pivo, vendar z bolj masivno ročico iz nekega materijala, prijetnega še na oko, ma prav falične oblike. Takoj ti domišljivo napadajo filmi, veš, s tistimi čudovitimi prizori. In ti si seveda to tudi kar morala preveriti. Ja, kdo pa ne bi, zakaj? Eno življenje imam. Če mi boš spet začela nakladati o prevarah, ti pa povem, da je vsaka moja bila na nek način kar upravičena. In od vsake je celo moj ljubi mož nekaj imel. Ti povem, da smo tudi midva to stvarico kar nekajkrat pridno uporabila. Sem zmedenec, kakšen je nekje zložil. Je pa res zelo posebna in prav posrečena zadeva. Ne dobiš je nikjer. Tisti metalni del odpirača kot starinski avtobus in gor ima ugravirano vozi Miško, veš, kot v tistem njihovem čudovitem filmu. Ma pravi umetniki so dol, ti rečem, za vse. Pa res imaš srce, da tvojega kar tako varaš. Zdi se mi, da on tebe ni in ne bi nikoli. Normalno, prvič njemu zadošča ta služba, hiša, tu sta si celo videla podobna. Dobro, ti celo nikamor ne greš, pišeš doma. In nekaterim je to dovolj. Pa tudi dober ve, kakšen avion je poročil. Če uporabljati ga ni znal, sama sem ga moral inštruirati. On je samo študiral. Glede njegove morebitne nezvestobe, pa dobro ve, kaj bi se s tem primerom zgodilo. Pimpek bi visel direkt zraven njegove, najne ključavnice na ograji mosta za ljubljencev. Opazi pa pri tebi pa tudi ni, nikdar, nič. Veš kaj? Napad je najboljša obramba. Raje se jaz razkokodakam za prazen nič, da se potem on, revček, mora braniti. Zadnjič sem mu zares našla en daljši črni las zaknjen za gumb na sukniču, nego gor, dol pri roki, pač staknem slučajno. Veš, kako je bil bogi. Moral mi je zrecitirati o vseh ženskah na njegovem inštitutu in seveda so bile bolj tamnih las. Veš, kakšen je bil? Mali. In samo enkrat zjutraj v kopalnice zapel neko pesem. Eva, Eva. Tudi to, tako bolj po tiho, ako sem skočila nanj, se je vlekel, vem, da je to hit na radiju, da vsi pojejo, vseeno je fasal daljši post. In veš, kako je potem bil priden? Tako je treba. Drugače, veš, da je genialec, ampak izključno za to njegovo znanost. V zadnjem času kar pogost gre s kolegi kolesari, vendar se mu to še nič ne pozna. Kar potem seveda gredo na en pir. Za ženske pa ni. Takšnega sem pravzaprav tudi hotela in izbrala, da bi jaz imala premišljevati, da je sploh sposoben prevare, ali da bi vsaj enkrat konkretno bilo celo zmožen prevariti mene, to pa ne. Verjamem, srečnica si, res si dobila dobrega moža, pa še kar čednega, tudi to drži. Ma veš kaj, dobro, no, ampak da vidiš ti to. Daj, pridi, tega ne pošiljam prek spleta. To leto so odprli Nobel barček, nisem še bila tukaj, takoj skozi park. Pridi pa ti pokažem fotke, boš dol padla. Pa še poklepetala bova v živo. No, pa pridem, res bi bilo dobro enkrat malo ven. Preden je Lucija stopila v sicer zares luškan barček, je naprej opazila ime Paradizo. Prav njen dragi je večkrat ravno to zapel, tako pretuširanjem, vendar je bila pripričana, da je to pač bila samo besede iz neke popevke, kar tako nasplošno. Popevalo je kar na la, peti itak ne zna.
Ko zagleda gručo moških koles, naslonjenih na eno na drugo ob drevo pred bifejem, samo še v sebi potrdi. Seveda, torej tukaj popivajo po kolesarjenju, od to ta paradizo. Vendar njegovega metalno-rdečega kolesa, ki bi ga kar takoj prepoznala, ker je barvo prav ona izbrala, pa ni bilo. Še dobro, tukaj bi naju sam motil, najbrž je šel direktno po tuš, danes ima očitno ta dolgo turo. Pride, hitro smukne mimo mize z njegovimi kolesarskimi kolegi, narahlo skloni glavo, pomižikne in pomaha s prstki leve roke enemu v gruči, ki ga je prepoznala, izbere diskretno mesto na nasprotni strani bara, bolj v kotu, mizico za 3, vendar takoj zasede stol pri prehodu s svojim dragocenim trenčijem, pod katerega skrije dizajnersko torbico. Usede se na enega od preostalih 2 stolov in s hrbtom proti steni, oblepenimi čudovitimi pejzaži, bi rekli, zares pravi raj. Spomni se, da bi morala, še preden se Marija privleče, skočiti do stranišča, da ne bi pozneje po nepotrebnem prekinjala pogovora. Itak je to bila njena stalna praksa, da po urejenosti in čistoči stranišča oceni lokal. Še kar zadovoljna z videnim, se hotela čim hitreje vrniti za mizico mimo šanka, ko si je pogled zarije v obešeno fotografijo izjemno simpatične črnolaske, najmanj 10 let mlajše, v okvirju z napisom Eva, najnatakarica meseca maja. Zraven pa je nemarno po strani nataknjena žebelj edinstven odpirač za pivo z napisom Vozi Miško. Hvala. Hvala. Zelo duhovito, Dragan. Super, ja, super. In dialogi in nasploh potek zgodbe. Fajn si to skreiral, res. Čestitke. Hvala. Tako, zdaj, ker Medarda ni,